Spoštovane in spoštovani, himna Republike Slovenije. Komu najprej veselo zdravico, bratje, čmo zapit, Bog naša nam deželo, Bog živi ve slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da konec sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, dragi osamosvojitelji, uporniki z razlogom. Prijazno pozdravljeni na kraju, kjer je pred 29 leti potekal zgodovinski sestanek, na katerem je bil sprejet in potrjen dokument za vojaško zavarovanje osamosvajanja Republike Slovenije. Ivančna Gorica nas vsako leto prijazno sprejme in navduši s čudovitim razgledom in okolišem. Pa ne samo narava, da se je ravno tu zgodil za Slovenijo tako pomemben sestanek, je velik privilegij in ponos za občino. Zato dovolite, da uvodoma k besedi povabim domačega gostitelja, podžupana občine Ivančna Gorica, Tomaža Smoleta. Spoštovani predsednik, spoštovani visoki gostje, spoštovani pripadniki oziroma tvorci manevrske strukture, še posebej toplo pozdravljeni. Prejmite najprej pozdrave našega župana Dušana Strnada, ki je žal trenutno zadržan in je meni pripadla čast, da vas nagovorim. Zelo pomembno se mi zdi, da ohranjamo spomin na tiste čase in na tiste pogumne ljudi, ki so storili, kar je v danem trenutku bilo potrebno storiti. Še toliko bolj, ker smo danes čedalje bolj priča, da v naši državi obstajajo dve vrste ljudi. Eni, ki si lahko dovolijo vse, in eni, ki so preganjani, če se le najde kakšna priložnost za to, ali pa tudi tega ni treba več, so pač enostavno preganjani. Verjamem, da v tistih težkih časih ljudje, ki so se izpostavili in tvegali življenja, zato da danes imamo to, kar imamo, niso predvidevali in si predstavljali, da bo danes tako. Tako, da ni pomembno samo, da ohranjamo spomin, ampak da se zavedamo, da ta boj še ni končan. Da je dobljena kakšna bitka, veliko jih je tudi izgubljenih, boj pa še ni končan. In zato vas danes na tem mestu tudi vse pozivamo, da vztrajamo, da sledimo tistim, ki so posebej izpostavljeni, da jih podpiramo v mislih, besedah in dejanjih. Da ne bom predolg, še posebej sem vesel, ker vidim, da je danes slavnostni govornik Darko, s katerim se poznava že vrsto, skoraj da že preveč let, ne bom povedal koliko.
in bo verjetno tudi on dal še večjo težo današnjemu dogodku. Jaz pa se vam zahvaljujem, ker ste prišli v te naše lepe konce. Če se ozrete okoli, boste res videli, da pri nas prijetno domače. Vas vabim, da pridete še kdaj ob kateri drugi priložnosti in se vam zahvaljujem, ker ste me poslušali. Hvala. V direktivi za obrambo Slovenije v primeru agresije JLA na Slovenijo je bila jugoslovanska armada prvič jasno opredeljena kot morebitni agresor. Prav tako so bili na sestanku sprejeti in formalizirani strateški dokumenti, ki so bili temeljna podlaga za zaključno fazo organiziranja manevrske strukture narodne zaščite. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je zavezano k obeleževanju dogodkov, ki so odločilno prispevali k zmagi v vojni za Slovenijo. K pozdravnemu nagovoru vabim podpredsednika Združenja VSO, gospoda Francija Feltrina. Spoštovane in spoštovani, lep dober dan, res lep. Pozdravljam vas na svetem kraju. Zakaj? Ta kamen je mozaik v naši, prvi kamen v mozaiku naše samostojnosti. Ko so ti fantje, mladi gospodje, tukaj se dogovorili, je bilo veliko in tega bi se morali zavedati bolj kot je. Jaz sem pregledoval zgodovinske zapiske in zapiske razne po osamosvojitvi, nikjer ni zabeleženo tega datuma. Je nekje izkrevinčen, ampak tega ni. Zato iskreno pozdravljam podžupana, še bolj pa dva udeleženca, ki sta med nami, gospod Janez Janša in Anton Krkovič. Prosim, da jih z aplavzom lepo se jim zahvaljujem. Ta dogodek je bil v niz, v vrsti dogodkov, ki so prišli do osamosvojitve. Če ne bi bilo tega dogodka in te zagotovitve, kot so jo te fantje tukaj sklenili, bi mi v Poljčah takrat smo se odločili za plebiscit, ne glasovali. Veliko vprašanj smo postavili Janši, Janezu in tudi Bavčarju, ali zagotavljata, da če gremo v osamosvojitev, jo tudi ubranimo. In to je bilo poglavitno, da smo mi glasovali za plebiscit. In seveda potem so bili dogodki naprej. Potem je plebiscit, kar vemo, da je bil zelo ugoden, in potem, tako kot je bilo že povedano, velikokrat preveč razmišljamo, da je šlo vse tekoče. Kje pa? Vse, mi smo imeli toliko polen, kot vidite danes tukaj, nas je malo, ki v to verjamemo, pa jaz mislim, da ne verjamemo. Veliko Slovencev verjame v to samostojno, samo nekje prilagodno danes še živimo, žal. Ne vem, zakaj nas uspava ta lagodnost, to življenje. Slovenija je naša. Zavedati se moramo, da smo prvič v zgodovini slovenskega naroda, so ti fantje postavili mozaik, kamen v mozaik naše samostojne, naše države, ki jo imamo. In to premalo cenimo. Predlagal bi, da naslednje leto vsak izmed nas pripelje vsaj enega še s seboj. In da počastimo. To bi morala tudi šola, v šolah obvezno ta datum obeležiti. Meni vedno hodi v spomin Čebine. Tisti, ki smo starejši, vemo, kaj so nas učili o Čebinah, kako so se srečali tam in tako. Pa nič ni bilo od Čebin. Slovenski narod ima od Čebin gorje. Tu imamo pa blagostanje. In tega ne znamo oceniti. Spoštovane in spoštovani, mislim, da je to kraj, ki ga mora zgodovina zapisati, in mislim, da so to fantje, ki jih je treba obeležiti in jim dati veliko priznanje. Jaz sem prepričan, da bo na tem mestu morda čez desetletja ne stal spomenik, ampak bo spomenik teh 5 fantov, ki so bili, tako kot imamo spomenik še zdaj, spomenik revolucije na Trgu revolucije, kjer je bila revolucija, pa ja ne priznajo. Tu je pa dejansko so bile besede, so bili sklepi, ki so nas pripeljali do današnjega dne.
in to ohranimo še naprej. In to je treba povedati ne samo nam, tudi zgodovinarjem. Naj se ne trese jim roka, ko zapišejo datum, ko zapišejo resnico. Naj se jim trese roka takrat, ko jim nekdo ukaže, da zapišejo laž. In to je največja sramota pri nas v Sloveniji, ki še danes mnogi pišejo tiste stvari, kar je. Zveza borcev se spominja vseh, kjer so bili bitke in kjer jih ni bilo. Tisti, ki smo v osnovno šolo hodili v prejšnjem sistemu, dobro vemo, da je bilo v Jugoslaviji 7 pomembnih ofenziv. Tle jih imamo pa že v Sloveniji več. Zato, da mlatijo, da govorijo čez osamosvojitev. In če ste prej pogledali, je zastava bila na pol druga, slovenska zastava, to so jo postavili za borcev. Nek simbol pa vendar je. In mi moramo ponosni biti na naše simbole, na našo zgodovino, ki nas je pripeljala v to. Ko sem veliko krat hodil med Slovenci po svetu in tam sem se učil slovenstva, tudi doma sem bil zaveden, ampak tam je treba biti med Slovenci, oni spoštujejo nas in oni nas zelo, zelo cenijo. Mi pa včasih smo preveč okorni do besede. Včasih nerazumno se nekateri še celo bojijo izreči resnico. Tako, da ne bom predolg, prosim, da to resnico, to sporočilo nosimo naprej. Ne se bati nikomor povedati, kaj se je tu dogajalo. Da je tu kamen, da je tu sveti kraj, da je tu prvi kamen v mozaiku naše lepe Slovenije. Hvala lepa. Tam, kjer se čuje pisem, slavičkov lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Res revna je in stara, morda že prek 100 let, meni je pa dražja kot celi svet. Obokli so in nizki, slamo je pokrita, v stadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. A v mojem srcu vedno tak jasno sveni, če tudi je uboga, od njimi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlata v srce je vsadila. v hišici tej tekel, Mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. v hišici tej tekel, Mira je mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. Osnovni vojni načrt narodne zaščite je bil preprost in logičen. V primeru oboroženega posega jugoslovanske armade bi morala narodna zaščita zavarovati ključne objekte,
hkrati pa s hitrimi napadi na skladišča orožja in vojaške opreme zagotoviti možnosti za vpoklic popolnih formacij teritorialne obrambe. V svojih osnovnih zamislih so se ti načrti ob agresiji Jugoslovanske armade junija 1991 potrdili tudi v praksi. Takratni udeleženec vojne za Slovenijo je tudi današnji slavnostni govornik, slovenski častnik in veteran Morisa, Božidar Martin Njavro, vsem znani Darko Njavro, ki ga vabim k besedi. Pozdravljeni vsi. Spoštovani, danes smo se tu zbrali, ker obeležujemo že skoraj 30 let, odkar so načrtovalci obrambe nastajajoče samostojne države s projektom manevrske strukture narodne zaščite pravilno opredelili vojaškega nasprotnika, tako imenovano ljudsko armado z njihovimi podpornimi službami kot agresorja. Manevrska struktura narodne zaščite, projekt, ki je bil temelj nove obrambne varnostne strukture nastajajoče države, je bil povezovalni proces. Nihče od nas, ki smo bili na različnih vlogah ali položajih aktivni, pa se pri tem domoljubnem procesu ni vedel, koliko časa bo trajal, nihče ni vedel, koliko bo žrtev in kdo bo zmagovalec. Pa vendar smo zaupali vodstvu in uspeli. In ne, vojna za Slovenijo ni trajala samo 10 dni, kakor to želijo nekateri danes lažno prikazovati. Sama vojna se je pričela z dejanjem agresije, odhodom tankov iz vojašnic. Ukazano jim je bilo bojno delovanje in ne le premik enot, kakor zopet nekateri potvarjajo zgodovino. Vojna se je končala šele z odhodom zadnjega agresorskega vojaka z ladjo iz Kopra. K temu moramo prišteti seveda še čas priprave za vojno, ki je praktično potekal od dneva razorožitve teritorialne obrambe maja 1990. V tej vojni smo bili skupaj, vsi pripadniki varnostnih struktur, dobesedno z ramo ob rami. Tudi zadnjega vojaka JLA smo pospremili skupaj in enotnost je bil eden od ključnih elementov za zmago. Žal pa so kmalu po porazu JLA nekateri politiki, katerim samostojna Slovenija ni bila blizu, naredili vse, da se med zmagovalce vnese razdor. S pomočjo servilnih medijev so ustvarili medijsko delitev na zaslužne in manj zaslužne, delitev na boljše in slabše, delitev na naše in vaše, ter na koncu kriminaliziranje osamosvojiteljev, uspehov in na koncu kriminaliziranje posameznih vidnih nosilcev osamosvojitve. Dejstvo pa je, da smo našo vojno zmagali častno, brez nepotrebnih žrtev, brez nasilja nad civilnim prebivalstvom, nikakršnega nasilnega maščevanja zoper tiste, ki so nasprotovali samostojni Sloveniji ali celo delali proti samostojni državi. Nobena družina ni bila nasilno vržena iz hiše, stanovanja, nobeni otroci niso postali sirote, ker so njihovi starši izginili zaradi zmagoslavnega maščevanja nad poraženci. V želji, da bi bili boljši od zmagovalcev v neki drugi vojni, smo celo poražencem ponudili službo v naših oboroženih silah. Naenkrat je bila pomembna samo formalna izobrazba, ne znanje ali pripadnost ali sposobnost. Tako smo žal poražence postavili na vodilna mesta v Slovenski vojski. Razen častnim izjemam jim je bilo pomembno, koliko imajo nadur in koliko bodo dobili za kilometrino. Napaka. Posledica stanja vojske danes, ki je ocenjeno nezadostno ali pa je praktično ni. Na naše sedeže se na državnih proslavah posedajo ljudje, kateri so nasprotovali nastanku te države. Pa ne samo to, brez kančka sramu so sprejeli vidne politične funkcije v državi, kateri so nasprotovali ali aktivno delali proti nastanku nje. Zmagovalci zato sami organiziramo proslave, kjer lahko povemo dejstva in širši javnosti povemo resnico. In zato si veterani vojne za Slovenijo zaslužijo spoštljiv prostor v družbi,
spoštovanje do osamosvojiteljev se pa izkaže tudi s prenehanjem potvarjanja in prirejanja zgodovinskih dejstev po dnevnih političnih potrebah. Zmagovalcem bi morala družba izkazovati spoštovanje in priznanje za dosežene cilje. Ne smemo pozabiti, da so nekateri za to državo žrtvovali največ življenja. Naj niso umrli za manj, zato ohranimo spomin na uspešno pripravo in izvedbo obrambe Republike Slovenije. Ohranimo samostojno državo Slovenijo, bodimo ponosni na naša dejanja. Obkrožiti da na plebiscitu, gledati televizijo ter v pivu v gostilnah komentirati dogajanje ni bilo isto, kakor s puško v roki ali na drug način aktivno prispevati k zmagi. Zato hvala vam, zaradi katerih smo se danes zbrali tu, ministroma Bavčarju in Janši, gospodu Tonetu Krkoviču, načelniku manevrske strukture narodne zaščite, ter pripadnikoma policije Jožetu Kolencu in Vinko Bezniku. In seveda hvala tudi mojim kolegom in ostalim, ki ste omogočili, da smo dosegli skupni cilj, samostojno Slovenijo. Hvala. Zabučale gore, zašumili lisi, oj, mladosti moja, kam si šla, oj, ki si? Oj, mladosti moja, kam si šla, oj, ki si? Oj, mladosti moja, kam si se izgubila, kakor da bi kamen voda potopila, kakor da bi kamen voda potopila. Kamen, še ta kamen, vodi se obrne, aj mladost se moja, nikdar več ne vrne. Aj mladost se moja, nikdar več ne vrne. Časi, zlati časi, neužiti krasi, moja mlada leta, nisem žila sveta. Moja mlada leta, nisem žila sveta. Ob zaključku obeležitve naj se vam vsem skupaj zahvalim za udeležbo. Verjamem, da nam je domači zbor, moški zbor prijatelji Šentvida pri Stični, svojo domoljubno pesmijo in lepimi glasovi popestril današnjo obeležitev. Dragi pevci, iskrena hvala za vaše sodelovanje in predano petje domovini na čast. Dovolite mi tudi, da vas vse povabim v Muzej slovenske osamosvojitve, ki je pod okriljem Združenja VSO odprt ob torkih in četrtkih od 10. do 2. ure popoldan in ob sredah od 13. do 17. ure.
Nahajamo se v centru Ljubljane na Cankarjevi cesti 11. Ukolikor pa imate doma kakšne dokumente, slike ali predmete iz časa demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, pa nam to sporočite. Vse zbrane vabimo, da se zaustavite na domačijo Okoran, da nazdravimo domovini. Vse dobro in Bog nas živi. Kadar bom vandral zadnji v življenju, ko bom zavidno tiho zaspal, ko me zasuje zemljica rodna, zlite na grob mi vinca bokal. Zraven pa puščalc nageljno rdečih, nageljno kralskih, takih kot kri. In rožmarina blago dišečga, ta še najšopek grob mi krasi. Kadar bom vandral poslednjič, ko bom zatisnil trudne oči, takrat prijatelji zadnjič zapojte pisem domača, naj zadoni. Pojte o tratah in o livadah, ki sem jih ljubil vidno srčno. Z vincem in šopkom in vašim pitjem lažje bom nosil črno zemljo. Z vincem in šopkom in vašim pitjem lažje bom nosil